Bi gužvo na hrvaški obali raje zamenjali z gužvo na palubi? Bi radi šli daleč od doma, a še vedno bili obkroženi Slovenci? Ste eden redkih Slovencev, ki še nima selfija z Robertom Golobom? Brez skrbi, za vas imamo novo politično atrakcijo, počitniško atrakcijo, križarjenje svobodo. Imeli smo križarjenje za tiste, ki imate radi glasbo in ples. Imeli smo križarjenje za vse, ki imate radi humor in zabavo. Zdaj pa končno križarjenje, na katerem verjetno ne bo ne enega, ne drugega. To je križarjenje Stranko Svoboda. O programu križarjenja pa nam bo povedal več naš kapitan Robi. Ma tu je to. Ma spoštovane državljanke, cenjeni državljani. Vabljeni na križarjenje z Robertom Golobom. Imamo ogromno ugodnosti. Recimo slikanje z vsemi. Ma tu je tak čudovit program, ki preko njega upravljamo z vašimi telefoni. To so nam Izraelci dali za darilo, drugače, ne? Tako da tu je ta program. In se vam sploh ne treba truditi, ker lahko mi nadaljavo slikamo z vašimi telefoni. Imamo ekipco, krasna ekipca, ima tu Tinca, ki pozna vse, ki bo skozi gledala in kar slika ste, se vam ni treba matrati. Druga zadeva. Bomo križarjenje, bomo šli, ladja bo primerjala, motorna bo delo, ima tu zelena energija in to. Mi smo prijazni do planeta. In kaj bomo naredili? S kajakom bom jaz šel pred ladjo, se pripel za ladjo, bom štartal s kajakom, sem kajakaš, poglej moje roke. Bom vlekel celo križarko, bom vlekel celo državo naprej. Če v poletke ne znam vleči naprej, bom vlekel samo križarko. Kaj to ni zadosti? Tretja zadeva. Jaz, Robert Golob, ne bomo šli križar tam Sredozemlja, pa Grčija, pa Karibi. Kaj bomo s tem? Mi je Tinca povedala, kje je najlepše. Najlepše je doma in bomo naredili križarjenje po slovenskem morju. Dobro, smo zaradi tega mogli malo manjšo ladjo najeti, ker tiste ta velike niso šle notri v slovensko morje in nismo mogli parkirati tako, da je samo slovenske morje bila puna na Hrvaškem, je klum bil na Hrvaškem, v Hrvaškem morju, mi smo dali tisto ta manjšo križarko za samo 1500 ljudi, Slovencev, bomo križarili od Ankarana do Pirana. In to je to. Od spredaj bom jaz, kajakaš, Robert Golob, bom vlekel naprej. Ne? Tako da pridete lahko na križarjenje, dobro se bomo imeli. Imamo tudi odlične šove notri, stand-up komike. Stand-up komike, ma res tiste najboljše. Recimo iz glave tako, najboljši komik vseh časov v Sloveniji. Ne mi naštevati nobenega drugega kot samo gospoda Sajovica. To je najboljši komik. Sajovic, pa pride povedati eno šalo, da se naše poslušalke in poslušalci malo nasmejijo. Končno! Ja, no, tole je moj material, ki ga imam pripravljenega za na križarjenje. Mogoče en vic, no, ali pa dva, to se bomo še odločili. Gre pa takole. Povedal ga bom na pamet, samo da ga preberem. To, zdaj pa bom povedal na pamet, gre pa takole. Hej, folk, zakaj je šla kura čez cesto? Zato, ker vlada dela dobro. No, to je to. Hvala lepa, gospod Sajovic. Zakaj se nasmejiste? Pa kaj se nasmejiste? Pa tu se morate smejati. Pa to je smešno. Pa kaj niste zastopili? Sajovic, še enkrat povej, za tiste, ki niso zastopili. Enim je treba dvakrat povedati eno stvar. Ja, bom povedal še dvakrat, samo da preberem. Isti vic. Zakaj je šla kura čez cesto? Zato, ker vlada dela dobro. No, hvala lepa, gospod Sajovic. Za tiste, ki vas ne zanimajo križarjenje. Dobro, mogoče so kakšni ljudje, ki imajo tu morsko bolezen. Ni problema. Smo poskrbeli tudi za take. Dobro, ladja ni za vas, je svoboda. Se lahko odločiš med ladjo ali vlakom. Je svoboda. Se lahko odločiš. Tako da, kdor ni za ladjo, lahko gre z vlakom, z Lukatom, na vlak. Vlak za vse, ne samo za peščico. Tako. Za vse, ne samo za peščico. In če rabiste,
Prevoz z vlakom, pridete lahko z našim Lukatom, naš Luka Mesec, za 300 evrov in za sendvič od doma lahko pridete, kamor želite. In to je to. Gremo naprej. Gospod premijer, Kaj je, Mandžukič? gospod premijer. Kaj je, Mandžukič? Čamac se zaletel v skalo, da se zaletel. To novi slovenski Titanik. Kaj da je? Novi slovenski Titanik, premijer. Potop slovenska morja, ladje. Tako vaša križarka. Čamac zdaj. Kliči DiCapria. Kliči DiCapria, bomo posneli nov film.